V resnici sploh ne vem, zakaj razkrivam finančno plat tega, zato ker zdaj veste še veliko več o meni, kot ste 5 minut nazaj. Dober dan, zdaj pa tako. Prvič, tale vlog bo malo drugačen, vsebuje oglas, tako da naj se reši, kdor se more. Vam dam 5 sekund, zato ker danes ne bomo govorili o avtomobilih, bomo pa govorili, no se boste videli. In drugič, tale vlog bo, se mi zdi, na nek način malo kontroverzen, že kar malo slišim, kako se zdajle repetirajo tipkovnice. Ampak zaradi tega pa ni nič manj resničen, zato ker bo vse, kar bom v tem vlogu povedal, čist resnično in tako, kot se je zares zgodi. Ampak mogoče me boste pa z odzivom presenetili. Govorili bomo o stvari, o kateri marsikdo ve zelo veliko, marsikdo bi pa rad vedel o tem veliko, pa v resnici pojma nima. To sem jaz. Mislim, pojma nima. Sem pa tja, kaj slišiš prek prijateljev, prek znancev, kaj na netu prebereš, ampak govorili bomo namreč o tem, kako, na kakšen način vložiti svoj denar. Zdaj, vsi vemo, da stojim kurt po koprivah opletati, to je najlažje. Tako da bi rad poudaril, da karkoli bom danes tukaj povedal, gre za mojo odločitev in moj denar. In v tem primeru imam, kako rečejo Američani, skin in the game. Kar se mi na koncu dneva zdi pomemben, ker vsi dobro vemo, da neki lapat, pa tako, kot sem prej rekel, tisto koprivah, to je najlažje. To zna vsak. Jaz se pa tega res nočem. In to se mi zdi zelo pomemben. Ok, zdaj pa k bistvu. Jaz sem skoraj ziher, da vsakdo izmed vas pozna nekoga, ki ves čas nekaj čebla, ali pa mogoče celo prepričuje, tisti so v resnici na nek način še najbolj annoying, to moramo priznati, o kriptovalutah. Komotar je šel, moj najbolj si grem jaz tudi po kavo. A sem rekel, da bo kontroverzen vlog? Se že pišejo komentarji. V glavnem, kot sem rekel, prepričan sem, da ima marsikdo izmed vas, kolega, frenda, znanca, ki ves čas nekaj govori o kriptu. Tudi jaz imam ene 2, 3, 4 take, ki so bili še posebej glasni 2021, se spomnite tega obdobja, ki je šlo vse v lut, zdaj pa kar se mene tiče, meni je bilo vedno žal, da se v to nisem nikoli malo več poglobil, ker sem imel vedno občutek, da je to vedno znova nek vlak, ki je že speljal in jaz pač nisem na njem in to je to. Saj sem pa tja včasih kaj izveš, ampak v resnici, če nisi ful v tem, si daleč zunaj. In to pomeni, da v resnici ne veš nič. Še tisti, ki pravijo, da veliko vejo, najbrž malo tipajo, pa jim je to nekaj novega, pa jim je fajn o tem razlagati. Ne vem. Ampak dejstvo pa je, to pa moram priznati najprej sam sebi, da sem jaz ta vlak ene 2-krat, 3-krat, mogoče celo 4-krat fejst zamudil. Jaz sem prvič za kripto slišal za Bitcoin stari 100 let nazaj. Ne vem, tam je 2013 po moje v enem podcastu z Roganom in takrat to pride pa gre, danes se pa mrzlo po glav toči. Tako je, tako je življenje. In s kriptovalutom ni nič drugače. Jaz sem pa vedno imel en tak malo češki feeling tukaj noter, ravno zato, ker sem zavestno spuščal te priložnosti. Dobro, pa tudi realno dejstvo je, da takrat, ko bi moral nekaj narediti, nisem imel dovolj denarja. Ali pa preprosto nisem upal tvegati. Zdaj, kaj pa vem, predvsem glede sebe, če sem jaz 3-krat, 4-krat ta vlak zamudil, 5-tič ga pa ne bom. Zdaj, zakaj sem se pa tako odločil, to je pa namen tega vloga. Zdaj pa, tisti, ki ste vztrajali do sem, predlagam, da ostanete še malo, ker zdaj bo postal pa zanimiv. Pa preden gremo na ta del, pomembno se mi zdi izpostaviti še eno reč. Precej sem izpostavljen, zaradi družbenih omrežij, zaradi stvari, ki jih počnem, ogromnih ljudi spremlja komotar minuto pa atmosferce. In pri tej izpostavljenosti je tako, marsikdo se oglasi. Ne bom ti povedal, kolikrat meni kdo piše ali pa kliče, pa bi radi skozi mene, skozi mojo vsebino in skozi product placement prodajali vse živo. Tudi kripto. Da ne rečem, kolikrat sem imel na mizi konkretno ponudbo za ponujanje nekih poslov povezanih s kriptovalutam, sam, če sem čisto iskren, je bilo to v večini primerov posledica pogovorov z nekimi shady tipi, pa tudi puncam, ki jim jaz preprosto nisem zaupal. Zanašal sem se na eno stvar, ki jo ljudje, se mi zdi, da preredko uporabimo in to je svoj instinkt. Zdaj,
A sem se jaz zafrknil, ali se nisem, ne vem, ker nisem šel nazaj gledati, ampak mislim, da sem se odločil kar prav. Vse po vrst sem gladko zavrnil in maširal naprej. Zdaj, a poznam koga, ki je dobro vložil in ima danes kaj od tega? Ja, ene 2, 3 so precej dobro vložili in imajo danes zelo veliko. A poznam koga, ki je približno poznal situacijo, pa ni naredil nič? This guy. Pa veliko mojih prijateljev. Ok, zdaj pa ta zanimiv del. Danes smo tukaj zato, da ti povem neko zgodbo. Nekaj, kar se je zares zgodilo. En dan mi zazvoni telefon. En friend, bančnik, zelo dolg časa je delal za eno zelo znano, veliko uveljavljeno, da ne rečem kar največjo slovensko banko. Včasih so skupaj na koš metala, mimogrede, huda rokca, pa feeling za pas, nerealen. A še tisti, ki zbiraš ekipo, pa pol hitro njega zbereš, ker veš, da bo letel z 8 metrov, pa bo šlo vse not. Ok, v glavnem. To govorim bolj zato, ker jaz tega človeka poznam že cel življenje in mu dejansko zaupam. Evo, to se mi zdi, da je že ta prvi korak, da ti v glavi kakšno stvar obrneš, pa stopiš naprej. Je res? Zdaj pa pride ta del, ki se mi zdi, da je fajn, da dobro poslušaš. Ja, nekaj bom vložil. Zaupal bom pa podjetju Incrementum. On dela pri Incrementumu in on je bil tista veza, ki je rekel, poslušaj Ciril, če imaš kakšno okno časa, a bi preletel naokrog. Sem šel na sestanek, sem vstal, sem poslušal, kaj imajo za povedati. Zdaj pa tako, jaz megle tukaj ne bom prodajal. Pomembno se mi zdi, da zveš naslednje stvari. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2018, tam v Trzinu so v industrijski coni, tam prostore. Mlado podjetje, ampak izkušenj pa znanja se mi pa zdi, da imajo zares ogromen. Pa tudi track record njihov je precej dober. Prva stvar, varnost. Pri vložkih v karkoli gre za finančno varnost, gre za denar. Lahko tudi za veliko denarja. Stari, jaz imam otroka, pa veliko drugih obveznosti, rad bi bil odgovoren do ljudi okrog sebe in do sebe. Podatek, ki se mi zdi absolutno pomemben, je to, da je Incrementum pod neke vrste nadzorom Banke Slovenije. Pa da so registrirani pri Ministrstvu za finance kot uradni ponudnik virtualnih naložb. So slovensko podjetje s sedežem v Sloveniji pa slovenskim bančnim računom. Vsi njihovi podatki so javno dostopni od ustanovitve naprej. Mislim, ne vem, te stvari so mene najprej zanimale, zato ker ta moj bullshit meter se mi zdi, da je precej izpiljen. In pol ene basic stvari precej rad vem, preden se v karkoli spustim. Kdor z njimi sodeluje, to velja tudi zame, dobi ene vrste osebnega skrbnika. In ta je na voljo ves čas, ker mene se mi zdi ta podatek niti ne tangira. Predvsem zato, ker se ne mislim imeti enega mikromanagementa, ker prvič nimam pojma, kaj če me mikromenedžirati. Jaz potrebujem enega človeka, eno podjetje, ki ve, kaj počne in to počne dobro. A veš, jaz bi rad na to naložbo malo pozabil, pa ne me skrbnik pol pocuka za rokav, ker se kaj zgodi, ali pa kaj je treba mogoče sprejeti kakšno pomembno odločitev. Karkoli drugega od tega, I don't wanna know. Pa sredstva so likvidna, ne? V veliki večini primerov, če si jaz tako zaželim, lahko dobim izplačilo, dajmo reči v povprečju v 24 urah. To je pomemben. Sicer pa tudi jaz sem na začetku te poti. Nisem še vložil, zdaj bom to naredil, investiral se bo eno tako, dajmo reči, še niti ne vem, kakšni izrazi se uporabljajo. Eno tako skrbno sestavljeno košarico skrbno izbranih kriptovalut. Evo tako. Ko sem bil tam na sestanku, na prvem in na drugem so me izobrazili. In toliko, kot jaz danes vem o njih, mislim, zame je to perfektno. Hočem reči, da jaz se s tem ne bom ukvarjal. Jaz se spoznam na avtomobile. Jaz rad snimam podcast, rad sestavljam videe, rad imam tudi svoj prosti čas, rad ga preživljam s svojo punco, z otroci, rad ustvarjam z atmosferci, rad snimam videe, rad sem tukaj v brlogu, ne rad pa počnem stvari, ki jih ne znam dobro, oziroma stvari, v katere se nisem niti pripravljen poglobiti, zato ker vam že tako dosti dela. Jaz potrebujem nekoga, ki bo krmaril z mojim premoženjem, ker sebe predobro poznam. Ali bom prehiter ratel prepameten, ali me bo kakšna panika zagrabila in pa bom šel samo v maline. Mislim, toliko se že poznam, toliko moram biti iskren sam do sebe. Kapitan. Na koncu dneva pa v to sem šel, da bom od tega nekaj imel. Se mi zdi, da imamo vsi podobne skrbi. Življenje postaja vse dražje, stroški so vse večji. V svetu je toliko ene negotovosti in če čisto realno pomisliš, koliko pa je možnosti enih dobrih izbir, pa prevar teh je vse več. Vem,
Oni shady tipi. Ne, ne moramo vse v isti koš. Moram pa priznati, da kljub temu, da imam absolutno čisto vest, še nikoli nisem čutil niti ne bremena, ampak ne vem, se mi zdi, da je to kar pomemben vlog, ki bi utegnil vplivati na prihodnost nekoga. Vem, da po mojem nasvetu zdaj kupite tudi avtomobile in tako naprej, ampak tole je pa vse malo drugače. Zakaj jaz to delam? Obetam si malo več finančne varnosti, kot jo imam. Želim jo imeti, zato da bom jaz kot človek bolj miren. V resnici je tako, ne bom lagal, da mi ne bi odlegel, če ne bi imel več kredita. Ajde, recimo. Pa še kaj takega, moji cilji znotraj tega, kar ti zdaj govorim, niso ne vem kako visoko leteči, nek Lambo Mani ali pa take fore, sploh ne. Jaz bi samo rad mogoče malo lažje zadihal in to je to. In v tem trenutku se mi zdi, da je ta prav čas za to. Zakaj pa ta vlog snemam prav zdaj? Zato, ker kdor vsaj malo ve o tem, kaj se dogaja, ve, da se pripravlja nekaj velikega. Zdaj, jaz tukaj zelo previdno zbiram besede. Ni to kar neki fugazi bi on model rekel, ne? Če ti rečem po domač, ta vlak, o katerem sem prej govoril, je zalaufal, potniki vstopajo oziroma vstopamo in kot vse kaže, bo tudi speljal. In kaj enkrat spelje, vprašanje, kako hitro se bo premikal in najbrž bo nanj bistveno težje vstopati v kratkem kot pa zdaj, danes, pa jutri. In to, da je celotna industrija kriptovalut na ene vrste prelomni točki, to ni kar nekaj iz lufta potegnen, to je pač dejstvo. Tisti, ki to malo poznate, zdaj le sam kimate, ki vem, da je tako. Wall Street je dobil zeleno luč za Bitcoin NFT in ta podatek, ki sem ga zdaj povedal, to so čakali vsi, govorim cel svet. Pa še en podatek, ki bo tudi prelomen za marsikoga in verjamem, da bo marsikoga tudi odvrnil, ampak ta je takšen, kot je, jaz pogojev ne postavljam. Pri Incrementumu je minimalni vložek, če želiš z njimi sodelovati, 15.000 evrov. Zdi se mi, da sem prav povedal, če se motim, Incrementum, prosim lepo, oglasite se v komentarjih. In to je zelo velik denarja. Si mislim, da za marsikoga. Jaz te odločitve, tukaj gre za moj denar, nisem sprejel z lahkim srcem. Ampak sem jo. V resnici pa ne vem, zakaj razkrivam finančno plat tega, zato ker zdaj veste še veliko več o meni, kot ste 5 minut nazaj. Zdi se mi je pa prav, da to delim, ker to niso majhne odločitve. To so pomembni trenutki v življenju marsikoga. To ni, da greš kupiti štruco kruha, ki boš čez 2 dni spet. Kupiti avto, vložiti v kriptovalute, vzeti kredit. To so pomembne reči v življenju marsikoga. In zato se mi zdi prav, da delim to z vami na tak način. Ker če se grem nekaj, se grem na full, ne pa na pol. Lahko, da se mi boste čez 1 let režali, ali se mi pa ne boste, ali se bom pa jaz smejal. I don't know. Pač v tem trenutku sem pripravljen iti v to, ker imam dober občutek, predvsem pa imam občutek, da ne tvegam. To mi je pa precej pomembno. In to mi mimogrede tudi ni nerodno povedati. Vse smo šli skupaj že čez marsikaj, tudi čez kakšno težje življenjska obdobja. Človeku se zgodi marsikaj. Marsikaj sem z vami že komuniciral, pa verjetno marsikaj še bo. In ja, tole je oglas, za katerega bom jaz tudi plačan. Se mi zdi prav, da sem iskren tudi pri tem delu. Ampak ne pozab, imam skin in the game. Ni nekdo prišel do mene pa rekel, komu trdeti malo puši to, da mi nekaj dobimo, mi ti tole plačamo, pa gremo pa vsak svojo pot. Ne, mi smo zdaj, kako se temu reče, v žlah. Zelo resno tudi jemljem, s kom pa na kakšen način sodelujem. Že od vsega začetka se mi zdi, da je to jasno. In tudi zato sem tistih prvih, ne vem, zdaj na pamet govorim, 10 shady ponudb gladko zavrnil, če sklenemo krog. To sem pa sprejel in to je ta vlog. Torej, če te zanima več ime podjetja Incrementum in Cerementum, veš, linkov tukaj spodaj ne bom popal in to je to. Če imaš kakšno vprašanje, mnenje, prosim lepo oglasi v komentarjih. Prepričan sem, da tisti, ki ste repetirali tipkovnice po telefone, da bo preletel marsikaj v mojo smer, vse v redu, samo prosim vas lepo, bodimo kulturni v načinu izražanja. To je tako kot fight med dizli pa električnimi avtomobili. Ne? Klasično bančništvo, naložbe, pa kripto na drugi strani. Ne? In potem se tukaj mnenja lahko krešejo. Od tega lahko kaj dobrega odnesemo ali pa tudi ne. Predvsem ne, če se ne znamo obnašati, pa ne znamo biti tako veliki pa široki, pa sprejeti
morda drugo mnenje. Ne. To, da bo mrzlo napisal, lega komu treba, ta si že zdavnik prodal, jaz sem se tega že malo navadil. Če je komu tale vlog zadišal po priložnosti, je to super. Če ne, se pa lahko tudi gladko premakneš naprej. Nič hudega, že od začetka sem opozoril, da bo šlo za neke vrste oglas. In tisti, ki ste zdržali do konca, vsaka čast. Mogoče ste zvedeli pa nekaj dobrega in je to priložnost. Zame recimo je bila in jaz sem jo zagrabil. In tukaj se mi zdi, da je prav, da zaključim. Kam pa od tukaj naprej, če sem odkrit zdaj, bom enako počel tudi vnaprej. Želim videti, kam ta vlak pele, ne samo da pele, ker upam, da pele v nekšen lep kraj. In bom tudi poročal o tem, kaj konkretno se po tej plati meni dogaja in a rastemo ali padamo, kako se razumemo in tako naprej. In to je to. A podcast poslušaš? Ej, to mi je pa zdaj špricnalo možgani, da bi koga pripeljal, ki bi vedel več o tem. Ajde, na glas razmišljam. Folk, lepo se imejte, pa hvala, ker ste ostali do konca. Jaz nimam nič več za povedati. 4GT, baby. To je ta nov, veš. Tlele gor ga vam parkiram, glej. To je to. Lepo se imejte. Ajde, čau. To sem še pozabil povedati. A veš, tisti, ki greš pol dan sestanka, pa hočeš imeti malo miru, pa malo razmisliti o tem, kaj boš ali pa ne boš naredil. A vidiš to? To je ene vrste vprašanja in odgovori za tiste, ki se spoznajo, pa za tiste, ki nimamo pojma. A veš, tudi, ne vem, kaj pa če so kriptovalute samo muha enodnevnica? Ja, mogoče so, ne, ampak mogoče pa tudi niso. Kdo vlaga v to? Kaj se dogaja? Lista finančnih institucij, ki so oddali vlogo za Bitcoin EFT, to, kar sem govoril za Wall Street, ne, sedaj vključuje že Fidelity, Vanek, WisdomTree, Wildcard, Bitwise, pa celo BlackRock, za katere veste, kako mogočni in močni so in kakšno odklonilno stališče so dolg časa imeli do kriptovalut. Hočem reči, da, a veš, ko odideš, imaš nekaj v rok, da malo razmisliš lahko, kako pa kaj. Plus konkretni primeri, pozitivni in tako naprej. Skratka, ene vrste vodič z veliko ključnimi vprašanji in predvsem odgovor. Zato, da si lahko še malo bolj sigurno to, kar se podajaš, ampak na koncu dneva, ne veš, kaj je spravno. Papir, vse super poprav, ne. Če nimaš ti opravka z ljudmi, ki jim zaupaš, pol je v moji knjigi vse skupaj bolj šlo. To sem hotel reči, to sem pozabil vmes pokazati. No, to je to.